Dober dan od srede do srede, kolega Markeš. Volitve, referendume, to še obdelava, pa greva. Ampak deva začeti z volitvami, morda z volilno udeležbo. Se pravi, če je bila leta 2019 v Sloveniji volilna udeležba tam 28%, je bila na tokratnih evropskih volitvah volilna udeležba 41,45, se pravi za skoraj 14 odstotnih točk višja. Čemu bi ti pripisal višjo volilno udeležbo? Ja, jaz sem v komentarju prodajal 70% abstinenco, očitno 40%, očitno si to popravljalo. Ampak mobilizacija volivcev je iz Janševe smeri očitno uspela, to je očitno. In mobilizacija je pač pomenila pravzaprav to, da je to, kar je zajemalo praktično vso notranje politično zadovoljstvo. To je šlo za notranje politično anketo, to moramo vedeti. To ni šlo, na tem vztrajamo, ni šlo za evropske volitve, za usodo in prihodnost Evrope, ampak je šlo za evropske volitve, za notranje politično rabo in potrebo. Na vse zadnje je zmagovalec teh volitev, in to je nesporno Janša, tudi to povedal. On je enostavno rekel, da je na teh volitvah preprosto šlo za to, da se oblasti pokaže, ki je mesto, če pa to ni jasno, naj se pa ozre v Francijo in naj stori podobno, kot je storil Macron, in naj razpiše predčasne volitve. To je bilo prvo dejanje, ki je pokazalo, da je šlo za volitve za notranje politične potrebe, drugo je šlo pa tudi za to, da je svojim izvoljencem pokazal, dal vedeti, da so njihovi mandati lahko tudi omejeni, se pravi, ker da so, to pa mene malo presenetilo, ker je zelo protiustavno, da so podpisali, da se na vpoklic vrnejo v Slovenijo, če bodo sestavljali predčasno vlado. Se pravi, če bo Goloba v prenesenem pomenu srečala pamet in bo razpisal predčasne volitve. Skratka, ta mobilizacija je očitno, ta notranja politična mobilizacija je očitno uspela, in je nekako zelo ustrezna temu, kar je Marcuse napisal, da nesrečnost pri ljudeh zelo hitro podleže politični mobilizaciji, in ta mobilizacija očitno je bila zelo prisotna. Deva eno razumevanje velike slike stare celine na osnovi volilne udeležbe podati. Se pravi, ustanovne članice Evropske unije, države članice Evropske unije, ki so to bile že v 20. stoletju, so imele volilno udeležbo v glavnem 50% oziroma več. Medtem ko nove članice imajo pa volilno udeležbo 50% oziroma manj. Se pravi, od starih članic ima recimo nižjo volilno udeležbo od polovice Italija, Irska pa še tam gre za desetinke odstotkov, medtem ko od nekdanjih vzhodnoevropskih držav čez polovico prideta Romunija in pa Madžarska. Slovenija se s temi 42% udeležbo plus minus kakšen promil uvršča med države nekdanje vzhodne Evrope z relativno visoko udeležbo znotraj tega bloka. Ostale vzhodnoevropske države z izjemo Romunije in Madžarske so imele precej slabšo volilno udeležbo. Ampak kaj pomeni to, da na zahodu, v stari Evropi hodijo na volitve, v novi Evropi pa ne? Gre za stvar politične kulture že v izhodišču, ki se je pač tam utrjevala dolga desetletja, na način, kot se pač je,
To, kar preseneča zdaj, recimo Madžarska, tudi Slovenija, tako naprej, pa kaže, da gre za pregrevanje pač političnega kotla. Ne? In kot rečeno, ne, tudi v Italiji, naprimer, ne, težko govorimo o tem, da so ljudje šli volit Evropo. Ne? Oni so šli pač volit notranjo politiko tudi v Italiji. Ne? Tam je uspeh desnice oziroma zdajšnje premijerke zelo očitana. In tudi predpostavljan po ustrežljivosti Ursule von der Leyen. Ona vse čas dela pakte, zato ker računa na njene glasove v Evropskem parlamentu. Ona zdaj resno kandidira. Na slovenske poslance se ne more zanesti. Prebilič je že rekel, da ne bo za njo glasoval. Janševi poslanci ne bodo za njo glasovali. Ne bodo? Ne, mislim, Zara Tomažič že povedala, da ne bo. Tomc jo je kritiziral vse čas, Janša je kritiziral vse čas, težko pričakuje glasove slovenskega EPP-ja. Tunin bo pa glasoval za, seveda, jasno. Mislim, EPP, se pravi Evropska ljudska stranka, je neka mašinerija, za katero bi jaz rekel, da strankarska disciplina tudi v Evropskem parlamentu velja. Pri Janši ne velja nič, in tudi pri Fidesu ni. Fides je izstopil iz tega konglomerata ravno zaradi tega, ker enostavno izsiljuje, postavlja pogoje, ki jih v bistvu Ursula von der Leyen oziroma EPP na neki točki ni bil več pripravljen sprejeti. Na kateri točki pa ni pripravljen sprejeti, ne tam, kjer nastopi moral, ampak tam, kjer nastopi diktat ZDA, naprimer v primeru Ukrajine in po odnosu do Putina. Tukaj so v Nemčiji in podredno v EPP-ju zelo brezkompromisni. Kar je zanimivo, je to, da bo imel Putin v Evropskem parlamentu kar nekaj zaveznikov. Bo imel močine, bo imel. O alternativi za Nemčijo, AfD, kar močna. Fides konc koncev Madžarski je Putinu zelo naklonjen. Bratje Italije ne skrivajo simpatij do Putina in še se najdejo politične skupine, ki simpatizirajo z predsednikom, ki je ukazal invazijo na Ukrajino. Ampak videti, da se razmerja v Evropskem parlamentu ne bodo spremenila. Se pravi, velika koalicija taka drugačna bo in politika Evropske unije bo ostala taka, kot je. To se zdaj že da videti. Seveda, tisto, kar me vedno znova nekako začudi, je to, da pač SDS-a, se pravi zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji, igra praktično enako politiko kot AfD, naprimer, pač pa pri Ukrajini pa popolnoma nasprotno. In prav dobro ne razumem tega, zakaj v celoti ne sledi trendu, ki pripada desnici, samo na polovico, medtem ko v drugi polovici, ki pa je očitno usklajena z ZDA, verjetno tudi z Nemčijo, pa ne, ali pa z Izraelom. Ne vem. Ampak Izrael verjetno do Putina ni ravno naklonjen, bi jaz rekel. In to bi lahko bil, ali pa ZDA do Putina niso naklonjeni, in to bi mogoče bil motiv, ki naredi razliko med Orbanom in Janšo. Deva še eno barvo na mizo, in to je zelena. Tukaj imamo nek razkorak med dogajanjem v Sloveniji pa Evropski uniji na splošno. Se pravi, evropske volitve letnik 24 so neuspeh za evropske zelene, šibitvijo opoziciji, medtem ko se je pri nas zgodilo to, da je Vesna s kandidatom Vladimirjem Prebiličem šla na 10% in še nekoliko čez, ker je daleč najboljši rezultat katerekoli zelene stranke, mislim, da po letu 1992. Po letu 1992 zeleni tega uspeha niso doživeli. Jaz mislim, da je tle treba iskati ključ v nezadovoljstvu ljudi, se pravi v nesrečnosti in nezadovoljstvu ljudi, ki zlahka prebegnejo na varno območje in to tako rekoč v zeleno cono, ki pa je praviloma ali pa skoraj da praviloma muha enodnevnica. Spomnim se Šoltesa, ne vem koliko procentov je on takrat dobil, ampak prepričljivo je prišel v Evropski parlament. Na koncu se je izkazalo, da je to muha enodnevnica, ker je nič drugega storil, kot pa to, da si je poiskal službo. Prebilič je tisti, ki je zdaj zelene naredil za zmagovalce v svoji lastni osebi. Prevzel je aparat in ta aparat menda celo prihaja nekoliko z desna.
njegov aparat. Mislim, veš, pri zelenih strankah je vedno nek konglomerat, ne, veš, tam v Vesni najdeš noter zelo zanimive ekološke pobude regionalne, ne, zelo močne, recimo Trbovlje, potem Posočje, najdeš noter aktiviste slovenske veje ekologov brez meja in tako naprej. Ne? Tukaj veš, so kriteriji levo, desno, ne, ki veljajo v klasični politični analizi morda nekoliko sporni. Ne, v drugem planu so, ker so v drugem planu, privabljajo razočarance, ne? Privabljajo tiste, ki rečejo, recimo se pogovarjaš z ljudmi in rečejo, Prebilič bi bil pa mogoče pravi prihodnji premier, ne? Ali pa Logar, recimo. Ne? In oba dva slovita potem, da v retoriki politiko spravljata v drugi plan, zlasti še posebej pa ideologijo, ne? In poskušata povezovati ljudi. Skratka, to je formula, ne? Ki jo je v prehodu, se pravi, ob osamosvajanju unovčil Milan Kučan, ne? In deluje pač na zdajšnji sceni pri Logarju in deluje očitno tudi pri Prebiliču. In pri Prebiliču med vsemi do zdaj, oziroma po Kučanu, definitivno najbolj spreten politik, ne? Ker to, kar on pove, se ne može ne strinjati. On pove na način, ki je ne samo všečen, ampak je obtežen tudi za neko mero razuma, za razliko od Boruta Pahorja, ne? Ker je bilo njegovo všečkanje obteženo predvsem za samo všečnostjo. Ne? In seveda za nekaterimi stališči, ki pa so razumsko sprejemljiva. Ne? Prebilič je pa izrazito nekdo, ki zna izredno spretno prodajati stvari na način, ki ne samo, da so ljudem všeč, ampak jih razumejo tudi kot razumne, ne samo razumljive. Ne? In vendar, ne, recimo stari mački znajo videti v tem, težko zdaj rečem prevaro, ampak vidijo dobro taktiko, ki je orientirana samo na enega politika. Ne? Mnogi pravijo, ne, da bi njemu bilo popolnoma vseeno, katero politično opcijo bi zajahal, samo da bi uspeva. Ne? In očitno on je tip politika, ki se uveljavi in je povsod številka ena, pride na fakulteto, naredi stranko, gre na predsedniške volitve, skoraj da zmaga. Ne? Mislim, to je bil osupljiv uspeh. Na predsedniških volitvah je dobil 10%. Ne? Dobro, ampak to je bilo neverjeten preboj, glede na to, da favoriti recimo so utrjeni in ideološko podprti in institucionalno podprti od raznih elementov civilne družbe, ne, na eni strani od globoke države, če tako rečem, na eni strani od cerkve, ki je druga oblika globoke države. Skratka, Prebilič je tu zasoliral in precej uspel. Ne. To mu je treba priznati. Njegov rezultat na predsedniških volitvah je bil podoben rezultatu Vesne na evropskih volitvah. 10% pa malo več. To drži, ampak jaz bi si skoraj da upal napovedati, da od zelene agende, ki jo je tukaj propagiral, ne bo ostalo kaj dosti. Zdaj, lahko, da bo šlo v zaton, tako kot je šlo pri Šoltesu, lahko, da bo pa iz tega naredil nov vzvod, ker spreten je, ne. In ne vem, v delu sem prebral, ne, da so neke želje mogoče na levici, ne, mogoče je to samo trač, ne, da bi pa to z njegovo prebojnost in njihovo vsebinskost povezali v neko tretjo zgodbo, ki verjetno bo v 2 letih nekako klicala po neki obliki socialne demokracije, kako že. Ne. To je zanimiva inovacija. Ne. Tudi če je samo trač, to bi bila zanimiva inovacija, zaradi tega, ker abstinenca, če tudi ne 70, pač 60%, kaže na to, ne. Se pravi, vsi referendumi so bili dobljeni, kar je mene presenetilo, ko pravic povem, tudi jaz nisem za vse glasoval. Ampak me je presenetilo, kar pomeni, da bi Svoboda, ki je oglaševala to kot svoj projekt, čeprav so bili to predlogi levice, ne, v veliki meri. Deloma vsaj, no. Vsi so razlagali, da so samo njihovi, ampak kakorkoli že, to bi nakazovalo, da bi Golob oziroma Svoboda morala potegniti korelativno visok odstotek, tako kot so javnomnenjske ankete napovedovale, izenačiti recimo 3-3, ne, sedeže, ne, tako je bilo rečeno, da bo 3-3, ne, bilo je pa 4-2. Potem so seveda vsi razglasili zmago, še najmanj Janša, ki je pa dejansko zmagovalec, ne, ker v trenutku, ko je dajal prve izjave, je deloval prav nesrečno. Ne. Janša je pred volitvami rekel, vse, kar bo več od 2 sedežev, ne bo za nas zmaga. On je zmagal, to je nesporno, on je zmagovalec.
mislim pa, da bo... Ja, on je celo letvico, kaj je uspeh, postavil nizko. Ne, Ja, pa mislim, da to ne pomeni kaj dosti za državnozborske volitve, ne? Ker dejansko, ne, tako kot je on diktiral politično kariero Golobu, Golob zdaj diktira politično kariero Janši. Zakaj? Zato, ker mislim, a veš, kaj je naša kolegica napisala, Saša Vidmajer, ne, za priznanje Palestine. Prepozno in premalo. Ne? In to je Golobova formula. Ne? On, recimo, ne samo za Palestino, tudi za zdravstvo, ne? Prepozno in premalo. To, kar je do zdaj storjeno, je prepozno in premalo. In ta prepozno in premalo bo on pripeljal do volitev. Se skoraj upam trditi, da bo ta prepozno in premalo pripeljal do volitev. In tako, ne, če Janša mobilizira nesrečnike na ruralnih področjih, ki so praviloma bolj zvesti in bolj črno-beli, se pravi, jih je lažje prepričati v črno-beli svet. Urbano področje in področje ljudi, ki prisegajo na svojo osebno svobodo, je bilo pa tisto, ki je izvolilo Goloba. In ta rezultat tukaj zdaj dokazuje, da jih je Golob razočaral. Ne? Kar pomeni, da je treba iti v slogu Jeffreya Saxa z leta 1993, ko je rekel, da je treba Ljubljansko banko break up, če se spomniš, kakšna šara je bila takrat zaradi tega, da je treba iti v razbitje nekega monopola. Še prej bilo, mislim, da je bilo okrog 91. Tam nekje, ja. Break up, ne. Mislim, še, se jaz z njim intervju delal, to je intervju povedal takrat. Ne. In kot kaže, ne, kot vse kaže, recimo, pravzaprav Golob sploh ni v svoj evropskih volitev, ampak je Marjan Šarec. Ne? LMŠ jih je usvojila. On ima praktično po preferenčnih glasovih, dva člana bivše, že ukinjene LMŠ, so bili izvoljeni v Evropski parlament, kar pomeni, da Šarcu bolj zaupajo kot Golobu in kar nakazuje, da je treba iti od združevanja k razdruževanju. Ne govorim, ne dajem naročilnice, ampak trendi kažejo, da se bo na koncu pokazalo, da bo treba oblikovati nekaj novega, čemur bodo tako imenovani svobodni ljudje, ki so volili svobodo za točno tem imenom, zaupali, ker ti očitno Golobu več ne zaupajo. Ne. Očitno je on, a veš tisto, ne, mobilizacija nesrečne zavesti na eni strani je bila samodejna in Janša je tukaj ne samo spreten, ampak karizmatično spreten. Ne. Na drugi strani imaš pa ti tako imenovane svobodne ljudi, ki jih ne moreš podrediti nekemu tehnokratskemu kultu osebnosti, ki se sklicuje na svobodo, v resnici gre pa za enodimenzionalnega človeka, ne bi rekel Marcuse. Gre za utelešenje enodimenzionalnega človeka kot volilnega telesa, kot zahteve, ki se postavlja pred Slovenijo, da imaš samo dve možnosti, ali totalitarizem pač fašizma, fašistični totalitarizem, ali pa totalitarizem neoliberalizma, ki ima pač neko svojo logiko, v katerem je produktivnost, še ena produktivnost in mislim, Marcuse je to res krasno povedal, to knjigo pa zdaj beremo v predstavu v književnih listih, ne? Ampak ljudje so na podlagi svojega lastnega premisleka o svobodi bili sposoben do neke mere abstinirati in reči, tega se ne gremo, ali pa celo pridati in svoje glasove oddati, vsebinske glasove oddati za referendume, politično pa kaznovati nekoga, ki je zlorabil njihovo zaupanje. In jaz mislim, da je to prava realna slika teh volitev. Dobro, z Marcusejem končujeva, naslednji teden manjkava, to povejva. Vsem jasno in transparentno. Ja, in se vračava še na svoj film. Tako, hvala.